Zadnjič smo prišli do začetne misli, začetne ideje, s katero se bomo ukvarjali še veliko. To je ideja, kako naši možgani ves čas komunicirajo z drugimi deli telesa. Komunicirajo z notranjimi organi, komunicirajo s tem, kar se dogaja v našem želodcu, komunicirajo s tem, kar se dogaja v črevesju. In to je zelo pomembno. Pomembno je, ker na ta način naši možgani zvedo, kaj se dogaja povsod po telesu. Naši možgani, preden naša zavest kaj ve o dogajanjih v telesu, to vedo. Zdaj, še preden se zavedamo, kaj se dogaja v naših telesih, naši možgani to že vedo. In to je zelo pomembno. Zelo pomembno je, ker se lahko naučimo prisluhniti možganom, oziroma naučimo se prepoznavati procese v možganih. In kako možgani to vedo, če se telo tega ne zaveda še polkrat? Če mi ne vemo, jaz ne vem, kako je zelo čudno. Verjamem, da je čudno. Čuden je pa zato, ker ko mi rečemo, da nekaj vemo, govorimo o zavesti. Naša zavest je tista, ki nekaj ve. Ampak naša zavest je samo tisočinka vseh procesov, ki potekajo v možganih. Zdaj, naši možgani zato vedo bistveno več kot naša zavest. Naša zavest je zgolj košček, delček, zgolj pikica možganov tega, kar se dogaja v možganih. Zdaj, naši možgani vselej vedo veliko več, kot ve naša zavest. Naša zavest ni vrh ledene gore, ampak je bistveno manj, kot je vrh ledene gore. Je pa za vrh možgani? Ne, vse skupaj so možgani. Zavest je zgolj delček. Če bi narisali celotne možgane in vse procese, ki potekajo v možganih, in bi potem narisali, kolikšen delček spada v zavest, bi videli, da je celota možganov tako velika, zavest je pa tako malika pikica. Zato se na zavest ne gre prav zelo zanašati. Naša zavest ve premalo o tem, kar se dogaja v našem telesu, da bi se lahko zanašali na njo. A je to kaj drugega pa nezavedno, ali je isto? Vse ostalo je pa nezavedno. Se pravi, velika večina vseh procesov, možganskih, duševnih, je nezavedna. Velika večina je nezavedna, oziroma tvori nezavedna. Zavest je pa zgolj delček celoti. Ok? Zato, in to sem tudi zadnjič poudaril, se ne bi smeli ljudje preveč zanašati na občutke, zavestne občutke, ker nam povedo premalo o dogajanjih, naprimer v naših možganih ali v našem telesu. Nekaj nam povedo, ampak to je zelo malo, to je zelo delček, to je komi delček vsega. Zato se ne bi smeli preveč zanašati. In, na vse zadnje, zato tudi imamo znanost, ki nam pove veliko več o tem, kar se dogaja v nas, kot pa nam pove naša zavest. Znanost pove neprimerno več. Kaj se dogaja v mojem telesu, kaj se dogaja v mojih možganih, kot pa mi to pove moja zavest. Torej, če se gre zanašati na kaj, potem se zanašamo na znanost, ne na
občutke. So preveč nezanesljivi in premalo jih je, da bi na podlagi njih sklepali, kaj se dogaja. No, in danes si bomo pogledali, kot ponavadi, še nekaj slik in povedali nadaljevanje te zgodbe, ki smo jo začeli že pred časom. Torej, gledajte najprej tole slikco. To je tako je, prašiček. Zakaj vam kažem tole slikco? Kaj je prašič mogoče ne podoben človeku, kaj se programa? V določenem smislu, v določenem je. V določenem je, ampak ne kažem zaradi tega. Ne kažem zaradi tega. Prvenstveno kažem zaradi nečesa drugega. Kažem zato, ker bom spregovoril o nekem problemu. O nekem problemu bom spregovoril. In spregovoril bomo, kako ljudje poskušajo ta problem v vsakdanjem življenju reševati. In na koncu bom povedal, zakaj je ta problem pomemben in zakaj so načini, kako ljudje rešujejo ta problem, tudi pomembni. Za vsakogar od nas je to, kar bom zdaj povedal, pomembno. Okay? Če bi vas vprašal, ali imate radi živali, bi najverjetneje večina, morda pa celo vsi, rekli da. Kako to vem? Vem, ker raziskave potrjujejo tako trditev. Večina ljudi trdi, da ima rada živali. In številni ljudje tudi imajo živali, doma. In jim tudi rečejo hišni ljubljenčki. Veliko ljudi ima živali doma. In skrbijo zanje, in jih imajo radi, in so veseli, da jih imajo. In ko umrejo, so žalostni, ljudje namreč, in tako dalje, in tako dalje. Okay? Torej, večina ljudi trdi, da ima rada živali. Problem pa je, ker mnogi ljudje, številni ljudje obenem tudi jedo živali. Torej, trdijo, da jih imajo radi, obenem jih pa tudi malcajo. Imajo za kosilo. Naprimer. In to je zanimiv problem. To je zanimiv problem. In narejene so številne raziskave, ker je znanstvenike zanimalo, kako to ljudje povezujejo med seboj. Namreč, če bi vam rekel, da ubijte tega prašička in ga pojejte, ali bi to naredili? Če vam pa prinesem na krožniku zrezek iz tega prašička, a bi ga pojedli? Kakšen bi ga? V tem je zanimiv problem, ki mu v znanosti rečemo kognitivna disonanca. Kognitivna disonanca je razlika, ki nastane, ko razmišljamo o živalih, za katere trdimo, da jih imamo radi, ne trdijo tega vsi, seveda. Trdijo vsi. Ampak večina ljudi pa trdi, da imajo živali radi. Da jih imamo torej radi in številni ljudje jih obenem tudi jedo.
Znanstveniki torej zdi, kako gre to skupaj. Ker, če bi vam recimo rekel še kaj drugega, naprimer, da imate doma psa. A ima kdo doma psa, ali pa mačko? Imate. In če bi vam rekel, ubijte to žival in jo povečerjajte, ali bi to naredili? Če bi bila vojna, Okay, če bi bila vojna in ne bi bilo druge hrane, bi to naredili. Pa pa tako vprašal, ali bi to naredili z lahkim srcem? Če imate radi žival, potem ne bi mogli tega narediti z lahkim srcem. Kvečano bi to naredili s težkim srcem. Jaz sem to prepričan. Zakaj? Med drugim tudi zato, ker živalim, ne samo da smo navezani na nje, živalim upravičeno, mnogim živalim, ne čisto vsem, bakterijam že ne, mnogim živalim upravičeno pripisujemo čustva, živali imajo čustva, živali čutijo, podobno kot mi, tale prešiček prav gotovo, in imajo možgane in so inteligentna bitja. Vse to živali imajo. Zelo podobno kot mi, ki tudi čutimo, imamo čustva, imamo možgane in smo inteligentni. In še nekaj je značilno za vsakogar od nas. Nihče od nas ne želi, da bi ga kdo mučil, pretepal ali pa celo ubil in pojedel za večerjo. Nihče od nas pri zdravi pameti ne želi. Ne želimo. Seveda ne želimo in prav je tako. Ampak živali, ki ravno tako čutijo, imajo čustva, doživljajo bolečino, trpijo, če jih ne damo dovolj jesti, ali pa če jih zanemarjamo, ali pa če jih pretepamo in tako naprej, pa ubijamo in jemo. Kot rečeno, že nekajkrat, v tem je svojevrsten problem. Svojevrsten problem. In za nas je pomemben. Za naše razmišljanje tukaj je ta problem pomemben. Ko se on prešiček prej spremeni v tole, morajo ljudje, preden se lotijo tega prešička, nekaj narediti v svoji glavi. Nekaj morajo narediti in to tudi zares naredijo. In psihologi, in antropologi, in drugi znanstveniki proučujejo ljudi. Kaj naredijo v svojih glavah, preden, recimo, se lotijo takega zvezka. In vemo, kaj naredijo, zato ker smo prebrali veliko znanstvenih študij. Danes vemo, kaj naredijo in ta spoznanja so za nas pomembna. In zato jih jaz tudi tukaj posredujem, jih prenašam. Naprej, ker so pomembni. Okay? No in danes bom najprej izluščil eno raziskavo, ki je bila narejena pred kratkim v Združenih državah Amerike, in en poudarek, eno spoznanje, eno znanstveno spoznanje, samo eno, da ne bo preveč. Ena raziskava in eno spoznanje, ki je bilo objavljeno v reviji Scientific American Mind. Znanstvena revija, odredna znanstvena revija, ki jo jaz redno prebiram, ne gledam fuzbala, sorry, ker moram moje hkrati početi, ne? Ampak na mesto fuzbala raje prebiram recimo Scientific American Mind, da vam potem lahko kaj tazga povem. Ker če bi gledal fuzbal in ne bi bral te revije, vam tega ne bi mogel povedati. Se treba odločiti. Na neki točki se pač treba odločiti. Okay? Torej, kaj ljudje naredijo?
odgovori so dobri, so zelo zanimivi. Kaj naredijo v svojih glavah? Leta 2012 je bila ena raziskava na Univerzi Pennsylvania, v Amerike, ker jih je zanimalo to, kar sem do zdaj vedel, in jaz sem spet naredil domačo nalogo in sem lahko z rdečo barvico podčrtal tisto ključno spoznanje, ki je za nas zanimivo. Zelo zanimivo. Raziskava je namreč potrdila, da večina študentov, ki so sodelovali v tej raziskavi, večina, spontano prepoznava oziroma povezuje uživanje mesa z moškostjo, z moško identiteto oziroma imajo meso za moško hrano. Ni važno, kaj to pomeni. Pomembno je samo, da povezujejo meso z moško identiteto. Kot da je to bolj moška hrana, medtem ko je ženska hrana, kot jo imenujejo, ženska hrana je pa bolj čokolada, pa sadje in primeru so to breskve. Zakaj? To je obširno vprašanje, na katerega danes ne moramo odgovoriti, ker imamo premalo časa, bomo mogoče kdaj drugič. Lahko pa že rečemo, da je gotovo v tem pojmovanju moške in ženske hrane veliko vzgoje in veliko tradicije. Vzgoja od malega otrokom na različne načine sporoča, da je, na primer, treba jesti meso, zato da boš imel mišice, da boš močan. In ta ista vzgoja pogosteje povezuje mišice, moč, telesno moč z moškimi in redkeje z ženskami. Biološko so moški v resnici pogosto, torej imajo več mišic, imajo več. Ženske jih imajo pa malo manj. To samo po sebi ni pomembno. Kdo ima več mišic, pa kdo ima manj mišic. To ni pomembno. Pa vendar vzgoja, oziroma kultura, oziroma tradicija iz takega drobnega dejstva, kdo ima več mišic, kdo pa manj, lahko naredi pomembno zgodbo. Lahko je napihne. Lahko je napihne in tale raziskava to potrjuje. Pričakuje se, da bodo fantje, ko bodo odrasli, postali močni moški, mišic, in tudi danes obstaja industrija mišic, obstaja industrija prehrambenih izdelkov in športnih naprav in telovadnic in športne opreme in tako dalje, v kateri se moški trudijo dnevno, da bi nakopičili čim več mišic. Tam na zunaj je veliko moških, ki se vsak dan trudi in švicajo v raznih telovadnicah in učilnih napravah in raznim železju se upnejo v tisto železje in potem trenirajo, da bi bile mišice čim večje. Zdi se, a če to možno je možno, ja? In zdi se včasih, da več ko je mišic, bolj je to pomembno. Ni čisti jasen zakaj bi bilo to pomembno, ampak je pa pomembno. Ni važno. Medtem, ko se od žensk ne pričakuje skozi vzgojo in skozi kulturne vzorce, da bodo nakopičile toliko mišic kot moški. Pravzaprav jih tudi zelo težko nakopičijo toliko kot moški, ker je njihov strojni metabolizem, telesa so zaradi evolucijskih razlogov vseeno toliko drugačna, da jih tako veliko kot moški enostavno ne more nakopičiti. No, ampak za nas je pomembno, da obstaja torej
prepričanje med ljudmi, da je meso moška hrana in da je meso treba jesti, če hočeš biti možakar in močan in tako naprej. Medtem, ko se od žensk bolj pričakuje, da bojo jedli čokolade, pa sadje, pa kaj drugega. Zdaj ste mi rekli, da je sadje bolj zdravo kot pa čokolade. Ja, veliko smo o tem govorili, prav gotovo, da je sadje zelo zdravo. Gotovo, da je. Ampak ta hip zdaj ne tako, Anja, ne govorimo o tem, kaj je bolj zdravo ali ne. Ta hip nas to ne zanima. Ta hip nas zanima samo neka ideja, nek kulturni vzorec, po katerem živi sorazmerno veliko ljudi. Nek kulturni vzorec. Govorimo o pričakovanjih, kakšen naj bi kdo bil. Moški naj bi bili močni, mišičasti, veliki in naj bi veliko mesa pojedli, od žensk se pa pričakuje kaj drugega. Prosim. Ali ni to nekaj posprašitev česa? Seveda je. Seveda je posprašitev. Se pravi, to je, pogosto je to. Tako razmišljanje. Pogosto, ne razmišljajo sicer vsi in tako, ampak pogosto pa je. Ne samo v naši kulturi. V drugih kulturah je tak način razmišljanja pogost. In, na primer, mene velikokrat kdo tako ogovori, češ, da bom ušlohnel, velikrat mi reče, le, kakšen si, in po jaz tako gledam v bleso, pa je z malo narobe, pa ne vidim, da vidimo kaj narobe, ampak mi reče, le, kakšen si, a ne, ti še ene 3 kile mesa pojedel. Jaz rečem, da ne bi, in potem je malo za malo čudnega, če je z malo nekaj narobe. In obstajajo tudi prepričanja, niso to prepričanja, ki jih imeli vsi ljudje, seveda ne vsi. Obstajajo tudi prepričanja, da celo v neki pesmi, mislim, da isto vlakar to omenja, da ta prav dec, kot se reče, mora imeti vsaj 120 kil. Kar pomeni, da sem jaz pol neka škrbina od deca, kaj že, nekaj čujem. Ampak pred časom, recimo leta nazaj, je bilo takega prepričanja še celo več. Če si moški, ta prav možakar, kot se reče, moš imeti dobro, morda ne 100 kil, 120 kil, ampak 100 pa sigurno. Če pa imaš manj kot 100, je pa s tabo nekaj narobe. Pogosto razmišljam. Tudi danes, leta 2017, boste naleteli na tako razmišljanje. Da je treba meso jesti, če hočeš biti močan, močan moš pa biti zato, ker pač, moš biti. Ok. Torej, raziskava to potrjuje. In zakaj je v tem raziskavi, oziroma tudi spoznanju, v raziskavi je nekaj problema, v način razmišljanja, zakaj obstaja problem. Problem, o katerem smo danes začeli govoriti, čisto na začetku, ko smo rekli, da imajo številni ljudje radi živali in jih tudi jedo. Da je v tem nek dober problem, smo rekli. Tale naslednja slika nam pove nekaj, kar je zgodovinsko vzeto. Zelo pomembno, skozi zgodovino, skozi tisočletno zgodovino, so ljudje, in še danes je velikokrat tako, so ljudje razumeli svet okrog sebe in sebe v njem na en poseben način, ki ga opisuje Fjodor Dostojevski v Velikem inkvizitorju. Takole, pravi Dostojevski, veliki ruski romanopisec, pravi, ljudje vedno znova, številni ljudje, vedno znova ubogajo. Eno od 3 sil, ki delujejo
treh sil. Ena so čudeži, številni ljudje verjamejo v čudeže. Ne verjamejo vsi ljudi, številni pa verjamejo. Verjamejo, da se lahko zgodijo čudeži, da se dogajajo čudeži in da je to dobro, da je to vredno, da je to fajn. Številni ljudje verjamejo v skrivnosti, v mistiko, v nenavadne, nerazložljive, čudne stvari, ki se dogajajo na tem svetu in jih to privlači. Zelo močno jih privlači in so pripravljeni verjeti v skrivnosti. Ne vedo sicer, zakaj gre, ne vedo, kakšne so te skrivnosti, ne vedo, katere skrivne sile delujejo, ampak verjamejo vanje. Druga velika avtoriteta, ki jo ljudje velikokrat ubogajo, da prepričani so, da obstajajo skrivnostne sile v vesolju, v katerem živimo. Ne vedo sicer natančno, katere so skrivnostne, ker če bi vedeli, katere so se lepo, ne bi bile skrivnostne, in verjamejo. Mene vedno znova, na primer, prepričujejo številni ljudje, da je z mano nekaj narobe, ne samo zato, ker ne jem mesa, ampak je narobe tudi, ker ne verjamem v skrivne sile vesolja, ki delujejo vsak dan na nas. Potem, ko jih vprašam, o katerih skrivnih silah pa vi govorite, pa reče, ja, to pa ne vemo, kaj so skrivni. V kaj pa pol verjamete? Ja, ne vemo. Ampak čudem se pa jaz. In tretja sila, v katero tudi veliko ljudi verjame, so avtoritete. Avtoritete. Ni važno zdaj, na katere avtoritete mislimo. Pomembno je, da so ljudje pogosto, so razmerno zlahka pripravljeni verjeti, poleg tega, da verjamejo v čudeže, skrivnosti, verjamejo tudi v avtoritete in da imajo avtoritete prav, karkoli že rečejo. Kar je zelo problematično razmišljanje, če mene vprašate. Zdaj, zakaj to navajam? To navajam zato, ker jaz, če že nekaj časa tukaj trudim, vsak četrtek ob 2:30, da bi razložil kakšne procese, ki delujejo v naših možganih, in teh procesov ne pojasnjujemo, ne s čudeži, nič čudežnega se ne dogaja v naših možganih, tega ne pojasnjujemo s skrivnostnimi silami, ki delujejo v naših možganih, in se ne sklicujemo kar na neke avtoritete. Če se jaz na kaj sklicujem, tudi danes se sklicujem na raziskave, sklicujem se na znanost, sklicujem se na knjige, sklicujem se na članke, recimo, sklicujem se na študije in jih navajam, da bi podkrepil kakšno spoznanje, ki je dobro, na primer za vsakogar od nas. In to sklicevanje, lahko rečem, na znanost, je bistveno bolj produktivno kot sklicevanje na čudeže, na skrivnosti, skrivnostne sile ali pa avtoritete. Kajti, kdor se sklicuje na kaj od tega, ali pa na vse tri, v resnici ne ve, o čem govori, oziroma ne more pojasniti tistega, o čemer govori. Danes govorimo o nekem problemu, ki je, torej, radi imamo živali in jih obenem, vsaj nekateri, tudi jemo. In imamo meso pogosto za moško hrano in pripisujemo ženskam bolj uživanje drugačne hrane. Kar je pomembno. Zakaj je to pomembno? Če bi bila
katerakoli hrana dobra za človeka, potem je dobra za ženske in za moške. Zakaj? Ne vem, zakaj bi bil meso dobro samo za moške. Ne najdem nobenega razloga. In zakaj bi bila čokolada dobra za ženske, ne pa tudi za moške. Nobenega razloga ne najdem. Ker jaz vas probam naučiti, da če hrana, vsaka hrana je narejena iz molekul. Če so molekule dobre za naša telesa, zato ker se dogajajo v naših telesih, potem so dobre. Če smo to dokazali in če smo to preverili, potem tako tudi je. Vsaj do nadaljnjega, če bo kakšna nova znanstvena raziskava potrdila drugače, bomo pač spremenili svoje mnenje, ampak do takrat ga pa ne bomo spremenili. Ker ni nobenega razloga, da bi ga spremenili. Torej, nas zanima, katera hrana je dobra, ne pa katera je moška ali pa ženska. Ali pa katero ima kdo raje, ali pa katera komu bolj paše. To je stvar posameznika. Nas zanima nekaj drugega. In zdaj, naslednja slika, ta slika je iz 17. stoletja. Ta slika je tudi za nas pomembna, zelo pomembna, zelo pomembna. Jaz vam prav razložim, zakaj je tako zelo pomembna. V 17. stoletju je veliko ljudi, veliko znanstvenikov, veliko filozofov verjelo v to, v kar je tudi verjel René Descartes, francoski filozof, ki je avtor slike, prikazuje človeške možgane. So možgane. Takrat so o možganih vedeli silno malo, ampak nekaj malega so pa vedeli. Nekaj malega so vedeli in v tem času, se pravi okrog leta 1650, v sredini 17. stoletja, se je počasi, zelo počasi, rojevala ena ideja, ki je bila takrat za ljudi, ki so takrat živeli, popolnoma nesprejemljiva, popolnoma nedojemljiva. Skratka, ta ideja je bila tako čudna, bila je tako nenavadna in ljudje so jo imeli za tako noro, da je v resnici niso mogli misliti. Zato je bilo lažje verjeti v tole sliko, ki jo vidite na platnu. Takrat so ljudje verjeli, tudi znanstveniki so verjeli, filozofi so verjeli, da obstaja poleg človekovih možganov še nekaj, kar so imenovali duša. In so verjeli, da je sedež duše na tamko tukaj. To je pinarna žleza, to je zelo majhen predelček v možganih, kjer naj bi imela duša svoj sedež. In tukaj, v delčku možganov, globoko v možganih, je pinarna žleza, naj bi duša neposredno vplivala na telo, komunicirala z možgani in z celotnim telesom. Zakaj? Katera je bila tista ideja, ki je bila v tem času še popolnoma nemogoča? Vse ste rekli, da niso mogli misliti. Niso mogli misliti te ideje, ki jo bom zdaj povedal. Ok. Zato je bilo lažje verjeti, da je pinarna žleza v možganih sedež duše in da tukaj nekako duša pač vpliva na človeka. Kaj pa je bilo nezamisljivo? Počasi se je namreč rojevla ideja, ampak zelo počasi. Dolgo časa bo še trajalo, da bo ta ideja zaživela, kot se reče, v glavah ljudi. To je bila ideja, da možgani za svoje delovanje ne potrebujejo nobene duše. Da možgani sami od sebe mislijo, delujejo, so kreativni, razvijajo domišljijo, čutijo, čustvujejo in vse ostale. Ta ideja, da možgani to počnejo
sami, da neka kepa mesa, če bi lahko imel, neka kepa mesa, ki jo vzameš v roke, to je velika, vse to počne. Ta ideja je bila preprosto nora. In jo niso mogli misliti. Ni bilo načina, da bi rekli, aha, ok, možgani to počnejo sami od sebe. Zato so potrebovali dušo. To dela duša, ne možgani. Kje to počne? Tukaj. Tukaj v sedež. In prek te žleze se potem delovanje duše razseli po možganih in po celem telesu. Danes seveda vemo, da niti slučajno ni tako. Danes vemo, da možgani to počnejo sami od sebe. Danes vemo o tem, vse to vam tudi pripovedujem, izjemno veliko. Ampak še par stoletij nazaj to ni bilo mogoče verjeti. To vam pripovedujem pa tudi tega, ker podkrepljuje prejšnje razmišljanje. Namreč veliko lažje je verjeti v čudeže, v skrivnostne sile ali pa preprosto avtoriteta, ki nekaj pripoveduje, naprimer na prižnici, recimo v cerkvi. Enostavno jim verjameš. Tako, ko oni rečejo, tako je. Ampak, če bi bilo tako, potem se nikoli ne bi razvila recimo sodobna znanost in v možganih še danes ne bi videli praktično ničesar. Če bi poslušali torej, pridigarje, avtoritete, prisluhnili skrivnostnim silam vesolja, pa verjeli čudeže. O možganih ne bi vedeli tako rekoč ničesar. Tole je slika iz približno istega časa, leta 1664, ki prikazuje anatomijo možganov, oziroma nek osnovni pogled na možgane. Takrat so o možganih vedeli zelo, zelo, zelo malo. Nekaj malega so vedeli, gotovo, da so. Ampak to je bilo nič v primerjavi s tem, kar vemo danes, zahvaljujoč ne čudežem in ne delovanju skrivnostnih sil v vesolju, ampak zahvaljujoč znanosti. To je še par slik skozi zgodovino. Vidite, tak droben pogled, kako preproste so bile ideje o delovanju možganov, kako malo so vedeli o možganih, naprimer 200 let nazaj, 150 let nazaj in tako dalje. In tukaj na desni strani vidite še eno sliko, ki je Francisco Goya naslikal. Ta slika je zelo, zelo pomembna. Prikazuje namreč z konca 18. stoletja, prikazuje namreč, kaj se zgodi, če razum spi. Če ljudje dajemo prednost skrivnostnim silam, avtoritetam ali pa čudežem. Če ne uporabljamo svoje glave, kot se reče, če ne mislimo z možgani, ki jih imamo. Takrat, ko razum spi, možgani spijo, se rojevajo pošasti, pravi Francisco Goya. Se rojevajo monstrumi, rojevajo se monstruozne zadeve, ki jih nočemo. Rojevajo se take zadeve, kot so vojne, kot je bil nacizem, kot je bil fašizem, kot so koncentracijska taborišča in tako dalje, ko razum odpove, ko spi, ko ljudje razuma ne uporabljajo več ali pa ga ne uporabljajo v takšni meri, kot bi ga morali. In s tem pridemo do sodobne predstave, ene od sodobnih predstav sem že veliko pokazal, o delovanju možganov danes, razuma, znanosti in vsega tega, kar nam pove. No in zdaj lahko sklenemo našo današnjo zgodbo. Začeli smo z kognitivno disonanco, še enkrat. Spregovorili smo o tem, da je spontano veliko ljudi prepričanih, da je meso treba jesti, da ga morajo jesti zlasti moški, da bodo močni in možati.
pač taki, ki morajo biti, da mogoče za ženske to ne velja v tako veliki meri, ker je ženska hrana bolj vezana na čokolado in sadje. In da ljudje trdijo, še kar trdijo, da imajo radi živali, hkrati pa tudi jedo, oziroma obstaja industrija mesa, zaradi katere zakoljejo vsako leto gigantsko veliko živali. Gigantsko. Jaz ne vem, če imate vi kakšno predstavo, koliko živali ubijajo vsako leto. Ocene so sicer različne, ampak nekatere segajo v nekaj milijard. Nekaj milijard živali ubijajo vsako leto. Ko rečem živali, seveda mislim od piščancov do največjih bikov, krav in tako dalje. Nekaj milijard. Vsako leto. Za potrebe ljudi, da pač pojedo živali, sicer pa ljudje trdijo, da imajo živali radi. Ne trdijo tega vsi. Številni pa trdijo. In temu problemu se je pravzaprav mogoče sorazmerno zlahka izogniti, kajti nam ni treba hoditi v klavnice in gledati, kako pobijajo živali. Ne, če že kdo od vas zdaj bil v klavnici, dvomim. In nam je to prihranjeno. Mi tega ne vidimo. Mi ne vidimo trpljenja živali. Ne vidimo. Mi ne vidimo, pod kakšnim stresom so živali, ko začutijo, da jih bodo zaklali. Zato, ker živali čutijo, imajo čustva in so inteligentna bitja. Tega ne vidimo. Mi gremo v trgovino ali pa nam že kar prinesejo na krožniku zgolj zrezek, lepo pečen, tak, kot mora biti. Ne vidimo. In seveda mi lahko gledamo proč, pravzaprav to ni težko ne videti tega, kar se dogaja v klavnicah. Ni težko ne videti. Pravzaprav bi se morali celo potruditi, če bi hoteli videti. Voditi bi morali prvo klavnico, že vprašanje, če bi nas noc spustili. Vprašanje. Torej, sorazmerno malo možnosti imamo, da vidimo trpljenje živali. Sorazmerno malo. Te možnosti imamo. Sorazmerno malo. Ampak živali trpijo. Ne trpijo mogoče vse. Nekatere krave so srečne, pravijo ene raziskave, ki so zdaj naredili v Sloveniji. Verjamem, da so nekatere krave srečne. Verjamem. Vem pa, da številne niso, ker trpijo. In enako velja za številne druge živali, ki jih pač jemo. Zakaj je ta slika tukaj gor? Ta slika tukaj povzema. Objavljena je pred kratkim. Nastala je pred kratkim. Jaz sem seveda bom prizanesel z detajli, ker je preprosto preveč za eno uro. To, če bi zdaj začel govoriti, bi mogoče končali po jutrišnjem zvečer. To ne bomo začeli. Ta slika je tukaj gor zato, ker povzema celo množico raziskav, ki povedo, kako vplivamo na svoje možgane s hrano, ki jo uživamo. Na naše možgane vplivajo tudi druge dejavniki, ne samo hrana. Druge dejavniki, naši geni vplivajo, toksini, recimo, droge, ki jih uživamo, druge substance, ki jih pač vplivajo. Številni dejavniki vplivajo na naše možgane. Številni. Mi se posvečamo predvsem hrani. In tukaj vidimo med drugim, naprimer, jaz sem vam nekaj pokazal, če se spomnite, sliko zdravega nevrona. Sem vam nekaj pokazal. In sem tudi povedal, oziroma rekel, da je to nevron, kakšnega želite imeti. Zdaj ne samo enega, se imate veliko možganih, ki imate približno 100 milijard. Želite imeti
zdrave nevrone in želite jih imeti dolgo časa. Kar seveda pomeni, da je zanje treba skrbeti. Okay? Tukaj vidite bolan nevron. En bolan nevron. Ko govorimo o bolnih nevronih, govorimo o poškodovanih nevronih, govorimo o vnetjih, govorimo o vnetnih stanjih, ki prizadenajo, recimo, celice in nevroni so celice. Govorimo o vnetnih stanjih. Zato je tudi naslov, ki ga vidite, je neuroinflammation, se pravi so vnetna stanja v možganih. Stanja, ki prizadenajo naše nevrone. Kar pomeni, da danes natanko vemo, kako izgleda prizadet nevron. Nevron, ki je bolan. Za vsakega posameznega v možganih lahko pokažemo. Imamo naprave in lahko to naredimo. Da pokažemo, kateri nevroni so bolani. Kaj pomeni, da so bolani? In enako lahko pokažemo, kateri nevroni, ki so bolani, bodo čez nekaj časa umrli. To se dogaja. To se dogaja in tudi vidimo, enostavno pogledamo skozi naprave, ki jih imamo, kako izgledajo mrtvi nevroni. Nevroni, ki ne delujejo več. Ki umrejo in potem telo izloči, razgradi jih in jih izloči. In rekel sem že večkrat, če se to zgodi enemu nevronu, ni posebej škode, če se to zgodi dvema, tudi ne. Če se pa zgodi velikemu številu nevronov, potem pa ni več šale. Potem imamo lahko velike težave. Ne, da bi to vedeli. Dolgo časa tega ne moremo vedeti, ker naša zavest ne ve nič o tem, da nastajajo nevroni, ki so bolani, da se razvijajo nevroni, ki so že mrtvi, tako da naša zavest o tem ne more ničesar vedeti. Dolgo časa ne ve. In mi živimo v blaženi nevednosti. Saj z nami je vse v redu. Nič ni narobe. Dobro se počutimo in lahko jemo tisto, kar nam paše. Pa vendarle to ni res. To ne pomeni, da na ta način skrbimo za svoje možgane. Ni res. Za svoje možgane skrbimo tudi tako, da se pozanimamo, katera hrana, naprimer, poveča možnosti za vnetna stanja v naših možganih in katera hrana ne povzroča vnetnih stanj ali pa jih povzroča redko kdaj ali pa zelo malo. Znanja o tem imamo dovolj. Tega znanja ne pojasnjujejo čudeži, ne pojasnjuje skrivnostne sile v vesolju in tudi na brižnici nam tega ne povedo. To nam pove znanost. In znanost je tista, ki nam pokaže, kako poteka, recimo, degeneracija nevronov, primer v možganih, degeneracija, torej počasno propadanje nevronov v povezavi z hrano, ki jo uživamo. V povezavi s tem, kar imenujemo oksidativni stres. Ta izraz se že velikokrat uporablja. Oksidativni stres, ki je povezan z tvorjenjem prostih radikalov. O tem smo veliko že govorili. In danes vemo tudi, ker nam to ista znanost pove, kako se nevroni sami od sebe branijo pred degeneracijo. Branijo se pred vnetji. Naše telo je zmožno dolgo časa se zdraviti samo od sebe. In to tudi počne, hvala Bogu. Vendar pa je dobro, da telesu pri tem pomagamo. Spet, ne tako, da se zanašamo na občutke, ki nam povedo, kaj jest in kaj ne, ampak tako, da vprašamo znanost. Kaj je tisto, kar telesu pomaga,
zmanjševati umetna stanja, kar recimo pomaga razvijati protektivne beljakovine, se pravi varovalne beljakovine, kaj je tisto, kar pomaga krepiti imunski sistem, kar pomaga, da čim manjkrat zbolimo. Ali pa da dolgo časa sploh ne zbolimo. Zanimivo je, da tisti, ki meni očitajo, da nisem čisto prav moški, ker nimam 150 kil, da so zelo pogosto na bolniški, na primer. Tisti sem na bolniški, kar službo hodi. So se en dan na bolniški. Se strinjam, da vem. Jaz sploh ne vem, kakšna je zdravniška ordinacija vznotraj, še nisem videl. Je pa res, da ste zelo suh. To mi skozi govorijo! Kaj ne kontinuirano? A se ne bi ti malo zaredil? Ne bi. A ne bi ti malo skušal? Zanimivo, ampak pravim, čuden sem vedno jaz. Seveda je to zgolj psovka, to je žaljivka. Mene zanima znanost in jaz znam pojasniti, pod kakšnimi pogoji bo prišlo do, recimo, demielinizacije, se pravi, do razpadanja mielinskih ovojnic, ki ščitijo naše nevrone, in kaj to pomeni dolgoročno. Razpadanje mielinskih ovojnic dolgoročno pomeni smrt nevrona. Mi natanko vemo, kakšno vlogo pri tem imajo vnetja, oksidativni stres in hrana. Katera hrana povzroči več oksidativnega stresa in katera hrana manj, oziroma kako antioksidanti vplivajo na to, da zmanjšujejo učinke oksidativnega stresa. To vemo. In ko enkrat to vemo, zdaj se vračam čisto na začetku, ko enkrat to vemo, potem ni več dobrega razloga, da tega znanja ne uporabljamo vsak dan. Ni več dobrega razloga. So samo slabi razlogi. Se mi ne da, ne moram, nimam časa. To so slabi razlogi, to niso dobri. Ko enkrat to vemo, nimamo dobrega razloga, da tega ne bi upoštevali. Ker je za nas to koristno. To je sama korist od tega. In po drugi strani, ko enkrat to vemo in se lotimo ustrezne hrane, se nam zgodi še nekaj. Naše telo začne ustvarjati nove občutke. Mi se drugače počutimo, bolj zdravi smo in drugačne občutke imamo kot prej. Ko smo bili večno utrujeni, zdolgočaseni, znervirani, zaskrbljeni, živčni, nervozni, vzkipljivi, impulzivni, agresivni in tako dalje, tako dalje, tako dalje. To je skupaj. Več take hrane, ki jo naše telo sprejema in rado, pomeni tudi drugačno počutje, drugačno doživljanje samega sebe, drugačne emocije, drugačna čustva. In čisto na koncu, če trdimo, da imamo radi živali, potem je konsistentno trditi tudi, da ne želimo, da trpijo. To je konsistentno, to je skrb. In če ne želimo, da trpijo, jih ne izpostavljamo trpljenju in jih ne ubijamo. To je skupaj. Iz enega stavka, radi imamo živali, sledi logično drugi stavek. Ne želimo, da trpimo. Tako kot nihče od vas ne želi trpeti, nihče od vas ne želi, da mu kdo prizadene bolečino, nihče. In nihče od vas ne želi, da bi mu kdo povzročil kakšno škodo, da bi ga ranil, poškodoval
ali pa celo kaj hujšega. Nihče ne želi tega. Zato je dobro vprašanje, zakaj potem tako veliko ljudi trdi, da imajo radi živali in jih vsako leto ubijajo vsaj nekaj milijard. 1 milijarda je 1000 milijonov. Okay. In s tem vprašanjem bomo mi za danes lepo končali.